da kot suverena in nacionalna država stopimo v federacijo z drugimi jugoslovanskimi narodi, s pravico do samoodločbe in izstopa iz federacije. To svojo pravico smo leta 1991, ko je postalo življenje v skupni državi nemogoče, tudi uporabili in uresničili svojo samostojno državo. Tudi v tem primeru in v tem trenutku smo bili Slovenci enotni. Tudi v tem prelomnem trenutku so bile vse ideološke razlike pometene na stran in postale nepomembne. Že med NOB je bilo jasno, da si nihče več ne želi nazaj v čase Aleksandrove diktature. Borci so se bojevali za boljše, pravičnejšo družbo, za družbene spremembe in to boljšo družbo smo tudi dosegli. NOB ni bila nikakršna komunistična revolucija, bila pa je socialna revolucija. Vsaka sprememba državne ureditve po ne za zakoni določenih poteh je sama po sebi revolucija in prav nič se na ne ni treba sramovati. Boj za svobodo in boj za pravičnejšo, bolj socialno državo sta bila dva sporedna procesa med seboj neločljivo povezana. Družbene spremembe so na volitvah po koncu vojne jugoslovanski narodi z veliko večino tudi potrdili. O značaju osvobodilnega boja morda največ pove partizansko zdravstvo. Bilo je ena od bistvenih prvin nove slovenske države. V njem je delovalo preko 200 zdravnikov, 267 medicincev in čez 3100 drugega bolniškega osebja. Imeli smo 121 partizanskih bolnišnic, katerih se je zdravilo čez 15.000 ranjencev. Sredi vojne vihre je bil angažiran cel 9. korpus za prenos ranjencev na varno. Na osvobojenem ozemlju se je vzpostavilo slovensko šolstvo. Otroci na Štajerskem so šli v šoli, zopet lahko govorili slovensko. Imeli smo svoje legalne tiskarne. Glavno poveljstvo slovenskih čet je leta 1942 izdalo pesniško zbirko Mateja Bora Previharimo viharije. Pokrajinski odbor Osvobodilne fronte za Gorenjsko je izdal leta 1944 ob stoletnici Franceta Prešerna njegovo Zdravico. Ustanavljale so se kulturne skupine, ustanovilo se gledališče. Česa podobnega v nobenem odporniškem gibanju v svetu do danes ni bilo. In kot je zapisal Matej Bor, kadar čez gozdove viharje rjovejo, drevesa se svojih korenin zavedo. In zavedli smo se svojih korenin. Imeli smo že svoj denarni zavod. Vse to se je dogajalo sredi okupirane Evrope. V matični državi je bil priključen velik del Primorske in Prekmurja. Bili smo del velike zavezniške koalicije, ki so jo tvorile liberalno-kapitalistična Anglija in Amerika ter komunistična Sovjetska zveza. Ideološke razlike jih v tem skupnem boju niso prav nič motile. To ni bila ideološka ali verska vojna. Zelo jasno je bilo, kdo je sovražnik in kdo je zaveznik. Tega se za nazaj ne da spreminjati. Tudi zato je nesmiselno opravičevati kolaboracijo z nekakšno ideološko vojno proti komunizmu. Skupaj z drugimi jugoslovanskimi narodi smo bili neenak boj z okupatorjem. Zavezniki so razpoznali naš doprinos v skupni borbi proti silam osi in se nam zanj večkrat zahvalili. Dwight Eisenhower je poslal zdravnici Vidovec sledečo sporočilo. Kar ste storili za nas, vam ne bomo mogli nikoli poplačati. Toda nikoli tega ne bomo pozabili. Veliko večino svojega ozemlja smo osvobodili sami. Na slovenskih tleh je bilo prvo osvobojeno ozemlje sredi okupirane Evrope. Za vse to je bil potreben pogum. To je tisti pogum, s katerim smo branili dostojanstvo svojega naroda, katerega bistvo je v verz strnil že davno prej Francet Prešern. Manj strašna noč je v črne zemlje krili, kot so pod svetlim soncem sužni dnovi. V narodno-osvobodilni borbi so se izoblikovale vrednote, požrtvovalnost, domoljubje, tovarištvo, solidarnost, poštenost, suverenost. Spoštujemo preteklost, se radi spominjamo, smo ponosni na njo, ne bomo dopustili, da jo kdorkoli potvarja. Črpamo iz vrednot, ki so se izoblikovale v narodno-osvobodilni borbi. Toda nismo zagledani v preteklost, nasprotno. Se sprašujemo, kaj te vrednote pomenijo danes. Ni nam vseeno, kam gre naša domovina, kam gre Evropa, kaj se dogaja okoli nas.
Ponovno bo treba včasih zbrati pogum in komu reči tudi ne smrt fašizmu.